V čast nam je, da se je našemu povabilu letos odzval minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Matej Tonin. Zato ga lepo vabim, da nam spregovori nekaj besed. Spoštovani svojci, spoštovana oba dva župana, gospod Berto Mlinar, Danijel Cukjati, spoštovani predsednik občinskega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Logatec, gospod Jože Leskovec in seveda predsednik Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 91, gospod Drago Koprčina. 29 let je, odkar se je zgodil ta tragični dogodek. 29 let je, odkar ste udeleženci vojne za Slovenijo iz vrst teritorialne obrambe in policije na vojnem polju osamosvojili Slovenijo. Odločili ste se, da boste branili našo domovino tudi s krvjo, če bo potrebno. Zaradi nasprotnika jugoslovanske zvezne vlade in jugoslovanske armade, ki je na slovensko osamosvojitev odgovorila z vojno, je bilo temu res tako. Zmagali ste na bojnem polju in uresničili tisočletne sanje našega naroda. Zato moja generacija in sam do vas čutim izjemno spoštovanje. Sam sem bil takrat na začetku svojega šolanja. Spominjam pa se tistih časov. Bili so lepi časi, ko smo sanjali v samostojni državi ter ko smo doživeli veliko olajšanje v današnjih dneh pred 29 leti ob koncu spopadov. Žal vojna za Slovenijo ni minila brez človeških izgub. Na tem kraju se spominjamo pokojnih pripadnikov slovenske teritorialne obrambe Miroslava Molka in Antona Žaklja, ki sta izgubila življenje v prometni nesreči ob umikanju teritorialne obrambe s položaja. Zavedam se, da je bilo obdobje slovenske osamosvojitve zlasti za družine, ki sta v vojni za Slovenijo izgubili svoje najdražje, obdobje največje izgube in najtežje osebne preizkušnje. Saj je življenje najdragocenejše, kar imamo, in nemočni smo ob neizprosni smrti. Lastno življenje je zato največja žrtev, ki jo lahko človek daruje za domovino in s tem tudi za vse rojake in vse prihodne rodove. Verjamem, da so ti trenutki, ko se spominjamo naših mladih ljudi, ki so za domovini izgubili življenje, za nas najtežji, po drugi strani pa tudi velika priložnost. Priložnost, da se zazremo k tistemu, kar lahko danes vsakdo izmed nas stori za domovino in se tudi na ta način pokloni pokojnima Miroslavu in Antonu. Prepričan sem, da ko nas danes spremljata Miroslav in Anton z večnosti, da sta zadovoljna na to lepo slovesnostjo in da se leto za leto spominjate na njuno žrtev. Kajti nihče od nas ne ve, kako dolgo bo živel. Sedanji trenutek, ki ga živimo, terja od nas, da delamo dobro po svojih najboljših močeh, ob tem pa se priporočimo Božji milosti. Pred mano kot ministrom za obrambo je veliko izzivov, zagotovo med njimi ta, da odpravim dolg, ki ga imamo kot država do padlih v osamosvojitveni vojni in do vseh ranjenih. Zato bom kot minister storil vse, kar je v moji moči, da do naslednjega leta, ko bomo praznovali 30. obletnico vojne za samostojno Slovenijo, to popravimo in se ustrezno oddolžimo vsem tistim, ki ste v osamosvojitveni vojni izgubili svoje najdraže ali bili ranjeni. Ta izziv je del velike odgovornosti, ki jo je treba posvetiti svojcem žrtev in ranjenih. Hkrati pa sem kot minister Slovenske vojske dolžan zagotoviti tudi mesto v družbi, ki si ga zasluži. Slovenska vojska je naša lastna domača vojska, ki jo sestavljajo naši bratje in sestre, naše državljanke in državljani. Zato težko spremljam vse tiste, ki jo zaničujejo ali izmerjajo, ki se do nje obnašajo, kot da bi bila to neka tuja vojska,
Včasih imam občutek, da jo nekateri še vedno dojemajo kot nekdanjo jugoslovansko ljudsko armado, ki se je potrebno bati. Ampak to je naša domačna vojska, ki nas varuje in ki nam je blizu. Korenine ima v osamosvojitvenem dogajanju in vojni za samostojno Slovenijo in je naslednica teritorialne obrambe. Je eden izmed temeljev slovenske državnosti in vir našega državljanskega ponosa. Tisti, ki jo zmerja z izdajalcem, zmerja vse nas. In ta naša slovenska vojska je v zadnjih 10 letih plačala veliko ceno. Po polni krizi leta 2008 se je varčevalo predvsem na obrambnem proračunu. Ta je bil praktično razpolovljen. Zdi se, kot da bi nekateri želeli, da vojska umira pri živem telesu. Zato je sedaj prišel čas, da se na vojsko gleda drugače. Predvsem pa, da se ji zagotovi ustrezna sredstva. Zato sem izjemno vesel, da ima ta vlada popolnoma drugačen odnos do obrambe, do varnosti in tudi domovine in da je na nek simbolen način na predpraznični dan, to je na 24. junija, sprejela zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski, ki bo vojski v prihodnjih 6 letih zagotovil 780 milijonov evrov za najnujnejše investicije. Ne bosta se cedila mled in mleko, ne bo vojska dobila vsega, kar želi, bo pa dobila tisto, da lahko preživi. Sprejeli pa smo tudi spremembe zakona o obrambi, ki izboljšujejo status vojakov po 45. letu. Danes smo se pri 45. letu vojakom zahvalili za njihovo služenje za domovini. S tem zakonom pa jim omogočamo, da v državni upravi ostanejo zaposleni tudi po tem letu in jim zagotovimo socialno varnost. Tako bodo vojaki s specialističnimi znanji lahko ostali v Slovenski vojski tudi potem, ko dopolnijo 45 let. Verjamem, da se na tem spominskem kraju vsi močno zavedamo, da je vojaško poslanstvo zahtevno poslanstvo, ki nosi s seboj tudi tveganja. Odločitev za poklic vojaka je pogumna odločitev, da stopiš v bran domovini in njenim državljanom. Zavest, da boš v času ogrožajoče krize vpoklican med prvimi, je pomembna razlika med njihovimi in našimi življenji. In veličina poslanstva Slovenske vojske je tudi v tem, da varuje vse nas, tiste, ki jo imamo radi, in tudi tiste, ki jo ne spoštujejo. Ob današnji priložnosti bi se zato rad še posebej zahvalil tudi družinam pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske in nenazadnje tudi policije. Iskreno se jim zahvaljujem za vsestransko podporo in razumevanje ter prilagajanje življenjskim okoliščinam, ki jih sabo prinašata vojaški in policijski poklic. Spoštovani, najlepša hvala organizatorjem te spominske slovesnosti. Bila je izjemno lepa. Obrtniški mešani pevski zbor in pa orkester Slovenske policije je ta trenutek naredil še bolj slovesen. Tudi današnjo spominska slovesnost, postavljanje spominskih obeležij in nenazadnje poimenovanje vojašnic Slovenske vojske popadlih v vojni za Slovenijo predstavljajo spomin na padle domoljube ter utrjujejo našo vez z njimi. Oni so za nas naredili vse, kar lahko, darovali so svoja življenja. Naša dolžnost pa je, da večno ohranjamo spomin na njih. Zato nas vse skupaj vabim, da to počnemo tudi v nadaljnjih letih, da skrbimo in negujemo življenje na vseh področjih. Verjamem, da je pred našo državo uspešna prihodnost. Če bomo le slišali drug drugega in če bomo kljub razlikam znali živeti drug z drugim. Slovenci smo različni, ni pa nobene potrebe, da smo večno razdeljeni. Zato živimo domoljubno in odgovorno, predvsem pa skrbimo drug za drugega. Slava vsem padlim v vojni za Slovenijo, naj počivajo v miru in spominjamo se jih v naših srcih. Naj živi Slovenija!